šokantno, pazi stari, užge vsakič, šokantno. Dobro jutro, dobrodošli v našem torkovem srečanju v živo, kjer govorimo o podjetništvu, kjer govorimo o zaslužku na internetu. Zakaj sem napisal šokantno pravzaprav? Zato, ker danes ljudje tole začnejo gledati takrat, ko piše šokantno, ali pa takrat, ko so neke ful nesreče, ali pa takrat, ko je nekaj, ne vem, tašega. To ljudi zelo privlači. Ampak druga stvar, ki sem jo pa napisal od zgoraj v naslovu, je pa tudi nimam časa zaslužiti, pa ne da se mi zaslužiti. Stari, danes bom razmišljal ravno o tem, pa če se ti zdi čudno to, kar sem napisal, verjemi mi, da tako je. Ja, ko sem jaz še hodil v srednjo šolo, smo se takrat naučili v bistvu enega izraza v slovenščini, ki se mu reče bistroumni nesmisel. Po latinsko oksimoron sicer, ampak to je dejansko bistroumni nesmisel, stari, da rečeš nekomu, ne da se mi zaslužiti, ali pa nimam časa zaslužiti. Dobro, če se ti ne da, pa nimaš časa, pa ne jamraš, pa je to čisto v redu. Ampak problem je pa, ker veliko ljudi pol to čisto drugače obrne, ne? In pravi, joj, ne morem, joj, nimam, potem pa mu rečeš, lej, kaj pa če bi takole naredil, to pa jaz nimam časa. Ne, jaz se pa s tem, to se pa mene da s tem ukvarjati. A me razumeš? Ti povem zdaj v nadaljevanju sicer na kaj točno mislim, ampak bistvo nečesa je to, ne, da zdaj, če razmišljamo o, kaj zvem, rečemo o podjetništvu, ali pa nekdo, ki pravzaprav ni podjetnik, pa imam tle v mislih recimo umetnike, ki imajo neka svoja dela, pa bi jih radi tudi prodali, ne, sej nekako nekateri to delajo tudi zato, da bi prodali, da bi živeli od tega. Potem imam v mislih razne obrtnike, rokodelce, ki delajo mogoče doma, ne vem, na kmetiji, ki imajo še zraven, pa pozimka je manj teh upravil, imajo kakšne izdelke in tako naprej. Pa na koga še mislim? Pa mislim morda tudi na ljudi, ki hodite v službo, pa niste zadovoljni v tej službi, pa pravite, da vas tam vsi buzerirajo, pa da imate premejhne plače, pa tako naprej. Vse to mislim. In zdaj zakaj gre, ne? Sama ta zadeva, ne glede na to, s čim se ukvarjaš, pravzaprav je odvisna od treh stvari, ne? In te stvari so šokantne, ne? Ko zveš, katere te stvari tri so, potem je to šokantno. Mislim, ni, no, ampak za marsikoga pa vseeno je, ne? In te tri stvari so, lej, jaz kar zaupam, to so mindset, se pravi, kako ti to razmišljaš o določenih stvareh, potem pa marketing in pa prodaja. Stari, to je to, ne? Ma ne glede na to, kaj delaš, je to. Mindset, kako razmišljaš, kako se počutiš, kaj delaš, kako uspevaš, kako ti to gre. Potem marketing, kako znaš to nekako ljudem predstaviti, kaj ti delaš, s čim se ukvarjaš, tudi če hodiš v službo, stari, ne misli, da ne. Potem pa seveda treba to tudi prodati, ne, nekako, ne, ker to je tisti rezultat. Ti imaš lahko, mislim, lej, stari, lahko imaš, ne vem kako dobre izdelke, ampak če ne bo noben vedel za to, da ti si, da ti te izdelke imaš, če ne boš nobenemu teh izdelkov predstavil in boš imel polno skladišče ali pa garažo doma, stari, ni, ne. Ni uspešno to podjetje, žal, lej. In zdaj tukaj se bom navezal, ne, potem na to, kar se meni včasih zgodi, ma ne včasih, kar dostkrat, no. Zato pravim, da je to pravzaprav šokantno, ne, da se pogovarja z ljudmi ali pa ti pišejo, ali pa mi pišejo, no, ker jaz se pa s tem stvarmi ukvarjam, pa me v bistvu vprašajo ali pa prosijo za nek nasvet, potem pa to povem, ne, pa reče, jo pa jaz se pa s tem ne mislim ukvarjati, to je pa pretežko, ne. Stari, okej, prav nimam časa, najprej prav nimam časa, ker veš, jaz moram delati. Ja, seveda moraš delati, ne, ampak zdaj, če ti delaš nek izdelek, produkt, karkoli, ne, pa imaš ti to polno garažo ali pa polno podstrešje, stari, delaš za sebe,
svojo dušo, pol je to ok, če delaš zase za svojo dušo. Če hočeš ti to spraviti v promet, pa to ni ok, da rečeš, grem to naprej delati, kar itak ti ne prenaša, se pravi, tistega obrata, ne, ampak enostavno greš nekaj delati, kar ti je lepo, ne. Ampak pol deli za svojo dušo, pol ne reči, lej, nimam, ali pa jaz bi rad, pa ne morem, ne znam, kakorkoli, ne. To je, pazi, stari, to je en razlog, nimam časa, ne, reče, ko moram delati. Drug je pa ta, ne, ko mu povem, lej, stari, imaš tako za narediti, lahko ti pomagam, narediš to pa to pa to. Ja, prav, veš kaj, to je pa to, ne, s tem se, to pa jaz ne bom delal. To se pa meni ne da delati. Ok, stari, lej, prav, niti treba. Ampak spet, ne pol reči, jo, politika je kriva, pa župnik je kriv, pa ne vem, sosedov pes je kriv, pa ne vem, ne? A veš, pol, stari, najdemo mi te izgovore, ne, zakaj nam neka stvar ne gre, zakaj nam neki ne uspe hudiča za božjo voljo prodati, ne. Lej, jaz sem imel lansko let en par predavanj na obrtnih zbornicah, pa sem poslušal to predavanje, ki ga je imel sopredavatelj, ne, sej, da se zastopimo, tema ta prava, ne, je prav, da se to tudi predava, ampak meni je skozi nekako od zadaj en črv glodal te moje butaste možgane, namreč, zakaj je šlo, ne? Pogovarjali so se o tem, kakšna oblika registracije bi bila za nekoga bolj pametna, ne? Pa ne gre tukaj zdaj za obliko registracije, ampak koliko ta registracija stane, ne? In zdaj pazi, razlika je bila, ne vem, na letnem nivoju, ne vem, ene oblike so bile 100 evrov, 50 evrov. A jaz študiram, sem rekel, pa stari, zakaj se vi s tem ukvarjate? O tem, a boš prišparil pri registraciji 50 evrov ali pa 100 evrov na leto. Dej, stari, prodaj to, kar imaš, pa se ne boš sploh sekiral s tem, kako se boš registriral. Preprosto boš registriran, pozabiš na to, da si, ne, delaš svoj posel, prodajaš svoje izdelke, produkte, storitve, ne vem, karkoli, in potem greš in delaš to, ne? In nimaš problema s tem, ali boš plačal, ne vem, na registracijo, pa prispevke, pa davke na leto toliko ali pa toliko. Stari. To je to, ne? Treba v glavi obrniti, ne? To je ta mindset, o katerem govorim, ne? In potem sem se jaz s temi rokodelci pogovarjal, večinoma so bili rokodelci, pač ker je bilo to pač v tej obliki narejen za rokodelce. Ja, pravi, veš, jaz nimam časa se z internetom ukvarjati, jaz moram delati. Ja, pa prodaš? Ja, ne, imam veliko, ne. Imam kar veliko zaloge. Ja, pismo, zakaj pa ne prodaš? Ja, veš, niso sejmi vsak dan, ne. Seveda, oni grejo na sejme. Oni grejo na sejme, kar je čisto v redu. Sejmi so luštna zadeva. Ampak sejmi niso vsak dan. Pazi, tako ko je rekel, sejmi so vsake toliko, niti ne gre na vsakega. Spet mora na sejmu, mora stojenco plačati, mora na sejem priti, mora cel dan tam biti, mora tam jesti, mora tam piti in tako naprej. A ne zastopiš, to je ipak nek strošek. In zdaj, ko on tam to nekaj proda, potem te svoje stroške morda pokrijo, ok, eni tudi zaslužijo, valjda zaslužijo, sej ne hodijo čisto zastonj nositi, ja, ampak na koncu, ko potegne črto, pa reče, ja, pismo, zdaj moram pa jaz študirati, koliko se bom registriral, ne, a me zastopaš. Tukaj je ta preklop treba narediti, ne. No in potem, ko smo se mi pogovarjali s temi rokodelci in ja, pa vse to bi bilo pa fajn, ne, če bi mi to na internet spravili, pol, če damo na internet, stari pol prodajamo vsak dan, ne, lahko, kakšen kos. Vsak dan v tednu, vsako uro, kadarkoli, po noč, po dnev, ne. Ja, lej, ja, veš, koliko pa to stane, ne. Ja, pa mu povem, da ne stane skoraj nič, ja, pa to je pa preveč. Ok, pa je pa preveč, ne. Če ti je preveč dati, ne vem, za to, da ti zadeva laufa, kaj vem, 15 evrov na mesec, da ti cel marketinški sistem na internetu laufa, sorry, stari, pol, pa res, ne, nima smisla. Ne? In druga stvar, ki prav, mi pa reče, ja, pazi, sej to je v redu, ampak veš, jaz tega ne znam, ne. Ja, nauči se. Saj si se še kaj drugega valjda naučil, nauči se še to, ne. Ali pa dej nekomu drugmu delati, stari, sam pa spet stane, a razumeš? Valjda stane, če ti nekdo drug naredi, potem stane. Ali se pa nauči delati sam, je pa bolj pocen.
In pazi, ti moraš te stvari nekako razumeti, spet to je ta mindset, tista osnova, o kateri sem štartal danes, to moje razmišljanje, ker glej, zanimivo je to, ne, ko hočeš nekaj zaslužiti, nekaj prodati, potem je vse drago, ne. Pa te težko se naučiti. Ampak ti moraš razmišljati tudi tako, ne, lej, stari, greš, se ti avto pokvari, ne, greš mehankarju, plačaš za to, da ti on naredil. Zboliš, greš doktorju, ga plačujemo celo leto doktorja, da ti nekaj pomaga, ali pa greš celo v samo plačniško, pa spet plačaš, ne. In isto moraš se zavedati, da tudi če greš na internetu vzpostaviti en poslovni sistem, ja, valjda moraš nekaj plačati, ne, moraš plačati nekaj. To je tako malo, da te glava peče. No, v glavnem, lej, tudi pomoč, ne, pomoči imaš danes že v Sloveniji toliko ogromen okrog tega, kar jaz govorim, recimo postavljanje teh osnovnih sistemov internetnih, da ti to na internet postaviš, da imaš, ne, do tega, da je en kup ljudi, ki ti pomagajo lahko pri optimizaciji teh spletnih strani, pa pri marketingu, kako potem oglašuješ. Pa si stari, tudi marketing je na internetu čist nekaj drugega, kot marketing, ki ga mi poznamo. Cajtengi, televizija, radio, jumbo plakati in to naprej. To je vse v bistvu toliko neznosno cenej kot karuno, pa toliko bolj učinkovito, ne, če tako pogledam. Tako da, lej, nimam časa, da bi zaslužil, ali pa nimam, ne da se mi, da bi zaslužil, to je res tisti bistroumni nesmisel, ki smo rekli, ne, in razmišljati o tem na ta način definitivno ne pelje nikamor. Tako da, stari, lej, če ti je ta moje današnje razmišljanje kaj malo razburkalo, pa razkravžljalo možgane, bom jaz toliko bolj vesel, če pa boš imel kakšno vprašanje, ne? Če imaš kakšno vprašanje, pazi, nekaj sem, lej, gor sem dal tudi en link, to je en moj članek na moji spletni strani. Dej, če te zanimajo te zadeve, preber si ga, ne, brezplačen, malo časa si moraš povzeti, no. Saj sem si ga jaz tudi, da sem ga napisal, ampak ni pomembno, lej, precej stvari sem ti razložil noter, preber si najprej ta članek, ne. Če ti pa še kaj ni jasen, stari, poklič ali pa mi napiš, v glavnem, pejte delati, ne. Imejte se lepo, skrajno, uživajte današnji dan, ljudje moji, se vidimo v priliki. Čau, čau.